Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Spoštovani gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer, da jih bomo lahko še naprej predvajali za vas, in kakšne čudovite stvari je storil Bog v naših življenjih na naslov. Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor. Naročila za DVD ali knjigo sprejemamo na telefonsko številko 064 118 001. Več o delu Joyce Meyer najdete na njeni spletni strani www.joycemeyer.org. Vabljeni k ogledu. Eno izmed dejstev je, da se moramo otresti težkih bremen krivde iz preteklosti vsakič, ko naredimo nekaj narobe, kajti če obdržimo to breme, ne bomo imeli nobene moči rasti, se učiti in služiti Bogu. Koliko izmed vas je obteženih s krivdo v vaših življenjih, s težkimi stvarmi iz preteklosti, ki ste se jih naveličali in bi radi vedeli, kako živeti onstran tega? Jaz imam velik in težek problem s krivdo v svojem življenju. Vendar lahko danes tukaj stojim in četudi je bil strašen boj in sem potrebovala veliko študija in premišljevanja, sem sedaj rešena. Popolnoma osvobojena krivde in obsodbe. To ne pomeni, da ko naredim kaj narobe, ne obžalujem svojih napak. Ne želim delati, kar je narobe. Tega ne želim, saj vem, da tako ranim Jezusovo srce. Vendar mislim, da je eno imeti pravo obžalovanje zaradi Jezusovega ranjenega srca, mu priznati, prositi za odpuščanje in iti naprej. Drugo pa je, da nosimo naokrog to težko breme krivde in dopuščamo, da nas vleče navzdol, ter nam krade življenje dan za dnem, dan na dan. Danes zjutraj sem zelo goreče molila za to srečanje, ker vas bom učila nekaj stvari, da bi drugače gledali na greh. Verjamem, da si pridobimo občutek krivde iz našega napačnega razumevanja Boga in pojmovanja greha in odpuščanja. Naše misli se vključujejo v vsak problem, ki ga imamo. Se zavedate tega? Način, kako mislimo o stvarih, je vključen v vsak problem, ki ga imamo. Zato moramo vedno znova in ponovno premišljevati o Božji besedi, kajti ko se naučimo misliti, kakor misli Bog, se bodo stvari spremenile v našem življenju. Naučiti se moram, kako bomo prav mislili, če imate določeno držo do greha in mi vsi imamo določene kalupe, kaj Bog pričakuje od nas, in če ne dosežemo teh pričakovanj, se takoj počutimo slabo. Bog mi je nekoč rekel, veš Joyce, jaz nisem niti približno tako trd, kot ti misliš o meni. To je dobra novica za vsakogar od tukaj prisotnih. Bog ni niti približno tako trd, kakor vi mislite, da je. Za vas imam še več dobrih novic. Bog niti ni najmanj začunen nad vami ali vašim obnašanjem. On ni šokiran, niti se ne obrne proč od nas. Ni takšen, kot bi pričakovali. Vedel je vse o vas, ko vas je povabil na srečanje z njim in je pripravljen na vaše sodelovanje, če le vi ne boste odnehali. Vzrok, da se vsakič posebej osvobodite tega hudega bremena krivde, ko naredite nekaj narobe, leži v tem, ker vam to pobere vso energijo za učenje, rast in služenje Bogu. Iz tega ni nič dobrega. Tako, Bog, molila sem, da bi mi danes pomagal predavati na tak način, da bi ljudje resnično razumeli. Prva stvar, ki jo hočem reči, da nekateri izmed vas potrebujete nov naslov. Morate se odseliti ven iz mesta krivde in obžalovanja in se naučiti, kako živeti v Božjem kraljestvu.
Prebrala vam bom kratko zgodbo z naslovom Zapustiti mesto obžalovanja. Je nekoliko razvlečena, vendar jo bom uporabila za poučevanje. V tem letnem obdobju nisem načrtovala kakšnega potovanja, vendar sem se znašla med pakiranjem in to v naglici. To potovanje bo neprijetno in to sem vedela že vnaprej, da ne bo nič dobrega iz tega. Govorim o svojem letnem potovanju obžalovanja. Dobila sem vstopnico za to srečanje in sem se zaželela potovanja z letalom. Bil je zelo kratek polet. Imela sem prtljago, ki je nisem mogla prijaviti. Odločila sem se, da bom sama nosila vso pot do tam. Obtežena sem bila s tisočimi žalostnih spominov tega, kar me je težilo. Nihče me ni pozdravil, ko sem prispela na mednarodno letališče. Rekla sem, da je letališče mednarodno, ker so tam ljudje iz različnih strani sveta, ki živijo v tem turobnem mestu. Ko sem se prijavila v zadnjem razpoložljivem hotelu, sem opazila, da bodo letos priredili najpomembnejši dogodek, letno zabavo samopomilovanja. Seveda nisem mislila zamuditi tega čudovitega druženja, kajti mnogi vodilni ljudje bodo tam. Prvo srečanje je za družino lahko bi. Saj poznate izrek. To bi moral storiti, to bi lahko storil in tega nisem mogel storiti. Nato pride družina, jaz sem imel. Veste, tiste stare želje, ki ste jih imeli in ves ta klan. Seveda so ob tem mnoge pretekle priložnosti, prezrte priložnosti in izgubljena priložnosti. Vendar največja družina, največji klan je tista od včeraj. Teh je mnogo preveč, da bi jih sploh lahko prešteli, vendar ima vsak izmed njih svojo žalostno zgodbo. Nato so razbite sanje, ki gotovo naredijo močan vtis, kajti gotovo jih hranijo zgodbami in opravičili o tem, kako so se stvari ponesrečile v njihovem življenju. Vsak izmed njih bo nagrajen z glasnim ploskanjem. In ne krivite mene, kajti pri tem ne morem pomagati. Ste me razumeli? Da vam povem dolgo zgodbo na kratko. Odšla sem na to depresivno srečanje, čeprav sem vedela, da ne bo resnične koristi od njega. Potreben je odmor, sila. Kajti nujno je, da se ustavimo in prisluhnemo. Veste, kdaj sem sama končala samopomilovanje? Ko sem končno razumela, da mi to nič ne koristi. Prva stvar, da sem prenehala hoditi na to dnevno potovanje krivde, ko sem spoznala njegovo nekoristnost. Nič ni pomagalo, da bi se bolje obnašala. Če kaj od tega in tudi vse od tega, da sem zlomila srce Bogu in tudi sama sem bila le slabša. Kot ponavadi, postala sem zelo depresivna. Vendar, ko sem mislila o vseh teh izgubljenih zgodbah, so me ponesle nazaj v preteklost in sem prišla do spoznanja, da lahko le jaz in jaz sama končam s tem. Jezus je napravil za nas vse, kar je mogel. On nas čaka, da bi mu verjeli. Pokažem vam lahko dokaze, da nam on ni samo odpustil naših grehov, ampak je celo odpravil krivdo in je na nas samih, če bomo to verjeli ali ne. Zato nehamo živeti po naših občutkih in začnimo živeti po Božji besedi iz vere. Zavedla sem se, da mi ni treba biti tam, da mi ni treba biti depresivna. Ena misel me je spreletela. Ne morem spremeniti včerajšnjega dne, vendar imam moč, da danes preživim čudovit dan. Mogoče ste včeraj naredili nekaj narobe. In če niste odkrili smisla današnjega govora, ste morda danes prinesli s seboj vrečo krivde na to srečanje. Morda ste jo skrili pod sedež in se nekoliko pozabili na njo, medtem ko vam predavam. Vendar vam povem tako zagotovo, kakor stojim tukaj, da boste pobrali in jo odnesli nazaj domov. Vendar želimo, da bi se rešili. Lahko ste srečni, veseli, izpolnjeni in spodbudni. Ko sem se zavedla, da sem lahko spodbudna oseba, sem nemudoma zapustila mesto obžalovanja in nisem pustila nobenega naslova za prtljago. Žal mi je za moje napake. Res je, vendar ni fizične poti nazaj. Tako, če načrtujete potovanje v mesto obžalovanja, prosim, zbrišite vašo rezervacijo. Namesto tega pojdite v drugo novo mesto in začnite znova. Moji sosedi, ko sem se preselila tja, so odpuščanje sami sebi in novi začetki, ki so mi veliko pomoč. Dajte no. Med drugim, tja vam ni treba nositi nobene večje prtljage. Težo so že dvignili z vaših ramen. Bog vas blagoslovi, če iščete to novo mesto. Če ga najdete, me prosim poiščite. Živim v ulici novih možnosti.
Sedaj veste, da krivda vstopi preko misli. Rodi nov slab občutek in mi živimo v tem občutku. Vedno ne uspemo izboljšati občutkov, ki jih imamo, vendar smo mi bolj pomembni kot občutki. Vi ste veliko več, kakor so občutki, in resnica je, da vam ni treba delati odločitev glede na vaše občutke, kajti če ste bistri, ne boste niti verjeli vašim občutkom. Rekli boste, požvižgam se na to, kako se počutim, pomembno je, kar vem. Ko začnete živeti Božjo besedo in po spoznanju na mesto po občutku, se boste spremenili in se naravnali na Božjo besedo. Ko sem končno videla, kako mi je Satan kradel preko krivde, ki je bila napačen občutek, kajti pokesala sem se že, prosila Boga za odpuščanje in celo verjela, da mi je Bog odpustil. A sem še vedno hodila naokrog, se počutila krivo, nelagodno in sem nosila to težo na svojem hrbtu. Nisem se prav počutila, če se nisem počutila krivo. Rekla sem, nisem se prav počutila, če se nisem počutila krivo. Začela sem razmišljati, da je to religiozen način čutenja, kakor star črv in kakor nekdo, ki ne more nikoli nič prav storiti in ugajati Bogu. Vsako jutro, ko sem namenila čas molitvi, sem šla skozi vse svoje probleme in vse svoje napake. O, Bog, žal mi je. Moj Bog, žal mi je. O, Bog, tako mi je žal. Vem, da sem podrtija, zelo mi je žal. Vendar veste, svetopismo pravi, prosite in boste prejeli, da bo vaše veselje popolno. Prosila sem, vendar nisem nikoli počakala toliko, da bi tudi prejela. Zato bi vas rada spodbudila, da od sedaj naprej, ko prosite Boga za nekaj, kar ste narobe storili, postojte trenutek in recite, prav sedaj sem prejela tvoje odpuščanje. Ne samo, da prosite, ampak tudi prejmite. Zakaj? Da lahko naredite naslednji korak, da bi bilo vaše veselje popolno. Neko jutro, ko sem počela nekaj, kakor ponavadi, se spominjam Gospodovih besed. Ali boš to jutro sledila meni? Ali boš sledila svojim problemom in grehom? Ali zapravite več časa za svoje grehe kot za Boga? Ali zapravite več časa ob tem, kaj ste vi naredili narobe od tega, kar je On napravil prav? Kjer je veliko greha, je tudi veliko več milosti. Napotimo se k pismu Rimljanom 6, druga vrstica, kjer beremo. Le kako bomo mi, ki smo odmrli grehu, mogli še živeti v njem? On ne pravi, da je greh mrtev. Naj vam povem, greh je še kako živ na planetu Zemlja. Neprestano vas na to opozarjam. Vendar mi smo v grehu umrli. Kaj misliš s tem, Joyce, da smo umrli grehu? Mislim, da smo v Kristusu nove osebnosti z novim srcem, s novim hotenjem, z novo držo in resnico, da vas je Bog duhovno nasitil tako, da ne želite več grešiti. Vedela sem, da moram biti bolj počasna. Ko sem rekla, da je prva stvar, ki ste jo mislili, dobro, vendar zakaj potem jaz? Upam, da vam bom uspela pokazati, da ne vidite sebe, kakor bi se morali videti, in ne gledate pravilno na greh, kaj je. Naj vam nekaj povem, da je za greh že poskrbljeno. Veste, da vsakeč, ko se pojavi grda glava greha, je bilo zanj že poskrbljeno. Prva stvar, ki jo morate vedeti, je, da ste nova osebnost v Kristusu, kajti stare stvari so minile. Bog pravi, dal vam bom svojega duha, dal vam bom svoje srce, vzel bom kamnito srce iz vas in vam dal novo meseno srce, ki je dojemljivo za Boga. To pomeni, da v vaši notranjosti živi Bog. Sveti Duh živi tam. Vas ne bi smelo biti strah, da bi padli v greh. Jaz sovražim trditev, padel sem v greh. Mi ne pademo v greh, mi ga izberemo.
Včasih ga izberemo, preden se zavemo, kaj delamo. Veste, vi ste lahko nepotrpežljivi in izgubite potrpljenje. Te stvari so, če že govorimo o njih, grehi mesa. Ti so tisto staro smrdljivo meso, ki dviguje svojo glavo in mi potrebujemo nekoliko več rasti. Vendar ne verjamem, da veste, kdo ste v Kristusu. Mislim, da je veliko tega, kar nam manjka. Ne verjamem, da bi namenoma, zavestno in iz navade grešili. Rekla sem, da ne verjamem, da bi lahko namenoma, zavestno in iz navade grešili. Bog vidi v vaše srce. Samo v slučaju, če mislite, da sem izgubila imam na razpolago Sveto pismo, da vas spomni vsega, kar sem rekla. Verjamem, da nas je včasih strah, da bi razglašali svobodo in nekakšno svobodno držo, o kateri bom govorila. Kajti mi skorajda mislimo, da če nekaj rečemo, damo ljudem dovoljenje za greh. Če poveste ljudem, da jih ni treba biti strah grešiti, jih še ne povabite k grehu, nikakor ne. Kajti bistvo je, da ste dobili novo srce in tako ne želite več grešiti. Potem takem, zakaj bi vi bili tukaj, če bi iskali razloge za greh? Zakaj bi vam morala govoriti, da iščete utemeljitev greha? Zakaj bi vam jaz morala govoriti, da iščete utemeljitev greha in vas pustila v velikem strahu? Bolje, da ne grešite. Bolje, da ne grešite. Rimljanom 6. poglavje 3. vrstica. Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus z močjo očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Kar pomeni, da se moramo naučiti poistovetiti se s Kristusom. Jaz ne vem, kako vam to prikazati, vendar vam povem, če ne boste poskušali te vere, bo za vas težko. Kar nas Sveto pismo v resnici uči, da je Kristus naš zastopnik in mi smo njegovi dediči v vsem, kar je on pretrpel in v vsaki zmagi, ki si jo je pridobil. Ko je namreč vzel naše grehe na križ in je tam z njimi umrl, je v tistem trenutku greh izgubil vso moč nad komarkoli, ki resnično veruje v Jezusa Kristusa. Kaj je tisti dan Bog videl na križu? Kristusu je videl vsako osebo, ki bo verjela v njegovega Sina Jezusa Kristusa in upala vanj, da bo odrešena. Duhovno smo mi bili v njem, ko je umrl na križu. V njem smo bili, ko je vstal od mrtvih. Po Svetem pismu sedimo prav sedaj v Božjem veličastvu po Jezusu Kristusu. Čeprav sedaj stojimo tukaj, smo tudi v Kristusu. Če ne boste spoznali, kdo ste v Kristusu, ne boste tega nikoli razumeli. Pri krstu je izrekel: Ali ne veste, da ste bili krščeni v njegovo smrt? Umrli smo staremu načinu življenja in smo stali k novemu življenju. Ni samo blagoslovljena voda in obred, ki bi ga naj prejeli. Pri tem se izrazi prečudovit pomen krsta. Je vidno znamenje nevidnih milosti. Je namreč notranja odločitev, ki ste jo že napravili in sedaj podate deklaracijo vsemu duhovnemu svetu in tudi hudobnim duhovom. Poglejte to. Umrla sem staremu načinu življenja in sem stala k novemu v Jezusu Kristusu. Ko bi se mi zavedali, kaj je on storil za nas. Poslušajte, grešili smo, vendar ne verjamem, da je naša identiteta biti grešnik. Srečala sem mnogo ljudi, ki so mi zaradi tega povzročili hude težave, vendar sem tako prepričana, da bom kar še enkrat rekla. Razlika je med tem, kdo ste in kaj delate. Moji otroci so moji otroci. Ni mi všeč vse, kaj delajo, vendar so še vedno moji otroci in vi se ne boste vtikali te zadeve. V resnici, jaz niti nočem, da bi vi prišli naokrog in mi pravili, kaj oni delajo in vam ni všeč. Kajti to tudi ni vaša stvar. Sama bom skrbela za svoje otroke. Dajte no.
Če imamo mi ljudje takšno držo do svojih otrok, kakšno držo ima šele Bog, ko nas Satan, tožnik verujočih, hoče obtožiti pred Bogom? Kaj morate storiti, ko Satan pride naokrog in vas spomni tega, kar ste storili narobe in vas poskuša potolči z občutkom krivde? Morate ga sami spomniti. To ni tvoja stvar, kajti jaz ne pripadam tebi. Umrla sem takšnemu načinu življenja, ki ga ti nudiš, in sedaj pripadam nekomu drugemu. Pripadam Bogu in sem njegov problem in on bo skrbel zame. Preden se naučite, kako tako ravnati, naj vam nekaj povem. Nekateri se bodo tega naučili, preden bodo zapustili ta prostor. Naj vam nekaj povem. Leta in leta sem se bojevala, študirala in premišljevala to, kar vam hočem danes povedati. Čeprav že nestrpno pričakujete moje odkritje, vam hočem še nekaj povedati. Namreč težko se do tega dokopati, kajti Satan govori, vi se zafrkavate, nič ne more biti tako dobro. Vi mislite, da lahko greste naokrog, delate vse, kar hočete in se potem opravičite in bo vse v redu? Moramo se zavedati, da je Bog gospodar srca in vidi naša srca. Veste, če se zafrkavate in iščete kakšno opravičilo za greh, potem vam danes ne morem pomagati, nihče vam ne more pomagati. Če pa ste resni, če resnično ljubite Boga in veste, da je Jezus vaše resnično upanje in mu hočete resnično ugajati, kar vi nedvomno hočete, ker drugače ne bi bili tukaj. Ljudje, ki iščejo izgovor, da živijo razpuščeno življenje, si ne vzamejo dopusta, da bi me prišli poslušati v petek dopoldan. Tega vi ne delate. Nekateri so, ki brskajo po TV programih, ko slučajno pogledajo moj program in poskušajo ugotoviti, če sem neumna ali pa sem izrekla nekaj, kar hočejo slišati. Ne vem, kam vi spadate, vendar vam lahko povem, da če ljubite Boga in ste sprejeli Kristusa za svojega odrešenika ter resnično želite živeti tisto življenje, za katerega je Jezus umrl, potem tega ne boste uspeli, če ste obteženi z občutkom krivde in obsodbe vsega, kar ste kadarkoli storili narobe. Namreč nič ni tako narobe, da Bog ne bi mogel poravnati po krvi Jezusa Kristusa, prav nič. Stavim, da so tukaj ljudje in še več jih je, ki gledajo tole preko televizije in se čutite krivde glede tega, kam so se usmerili vaši otroci. Če mislite, da je vaša krivda. Naj vam nekaj povem. Če tudi niste naredili vsega prav in ste napravili kakšno napako kot starši, ter bi nekatere stvari lahko bile boljše, vam povem, vaši otroci se lahko izvlečejo, če hočejo. Moji starši me niso prav vzgajali. Moje otroštvo je bila ena sama nočna mora. Vendar, ko sem odraščala in sem sama izbrala Boga, je on obudil vse v mojem življenju in me dvojno povrnil za vse moje prejšnje težave in trpljenje. Ko so bili moji otroci majhni, je eden izmed mojih sinov bil zame mora. Nisem vedela tega, kar vem sedaj, in sem bila precej neokretna glede tega. Bilo je veliko patetične besnosti in kričanja. Nisem ga tepla ali kako drugače zlorabila, vendar sem postala besna. Eden izmed mojih starejših sinov mi je nekoč poskušal naprtiti občutek krivde in sem mu omenila, kakšen je. Odgovoril mi je, če ne bi z mano ravnala tako kot si, ne bi bil takšen kot sem. No. Veste, nekaj dni sem se počutila zelo slabo. Nato je Bog govoril mojemu srcu in rekel, veš kaj, pojdi in mu povej, da ima enake možnosti, kot si jih imela sama. Mogoče nisi naredila vsega 100% prav, vendar si z Božjo besedo lahko pomore, kot si ti sama pomogla. Pravzaprav ni imel niti približno takšnih problemov, kot sem jih imela sama. Po drugi strani bi si želela, da bi vedela takrat to, kar vem sedaj. Želela bi si, da bi opravila bolje, kakor sem. Vendar povem vam, da vsi moji otroci služijo Bogu. Vsi ga ljubijo. Med sabo se dobro razumemo in čas preživimo skupaj. Moja sinova me še vedno dražita. Vsakeč, ko mlajši naredi nekaj, česar ne maram, mi reče, to sem podedoval po tebi.
In vsakeč, ko naredi nekaj, kar imam rada, mu rečem, tudi to si podedoval po meni. Moj starejši sin me neprestano draži, ko pravi, če me ti ne bi zlorabila, ko sem bil še majhen, potem ne bi imel vseh teh problemov, ki jih imam sedaj. Tako smo sedaj vse to spremenili v veliko šalo. Vendar vam hočem povedati bistveno. Mogoče niste bili popolni starši, vendar vam lahko zagotovim, da če so vas zlorabili, je velika možnost, da boste delček tega prenesli na nekoga drugega. Vendar za vsako generacijo, ki se odloči služiti Bogu, se zmanjšuje ta negativna dediščina na naslednje rodove. Govorim resnico o naši vladi, o našem narodu. Naši ljudje bi stradali, lahko bi umrli od lakote in nobenemu ne bi bilo mar nič hrane, nič vode, ničesar. In spet ste prišli vi, tuji ljudje, pomagati nam na Haiti. Preživeli smo zaradi vas. Oni ne naredijo nič za nas, niti nas ne pridejo pogledati, da bi nas vprašali, ali kaj potrebujemo. To ste vi storili za nas. Hvala vam, vi ste to storili. Tam je kopalnica, tuš, milo, tekoče milo, lahko si umijem roke. Tudi WC papir imamo. Lahko se igram ali grem v šolo. Čudovito je. Samo s pomočjo naših prijateljev in partnerjev smo lahko zgradili nov rehabilitacijski center, kjer lahko živi 50 družin kot Sanjayeva, kjer je poskrbljeno za njih na vseh ravneh, izobraževanje, zdravstvena nega, poklicno šolanje. In najpomembnejše, tako bodo razumeli, da jih Kristus ljubi. Pomenite nam več, kot si lahko predstavljate. Cenimo vas in se zahvaljujemo vsem prijateljem in sodelavcem misionarske skupine Joyce Meyer, da nam omogočajo naše poslanstvo po vsem svetu. Skupaj hranimo lačne, oblačimo uboge in oznanjamo Gospodovo besedo mnogim narodom. Prosimo, kontaktirajte nas ali obiščite našo spletno stran joycemeyer.org, kjer lahko oddate svoje molitvene namene, bolje spoznate naše delo in vidite Joycein urnik. Pridružite se nam v partnerstvu, da bomo skupaj delili Kristusovo ljubezen svetu. Dragi gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer in kakšne čudovite stvari je storil Bog v vašem življenju na naslov Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor ali e-mail info@exodus.si. Naročila za DVD in knjigo sprejemamo na telefon 064 118 001. Predvajane oddaje so na ogled v arhivu naše spletne strani www.exodus.si. Hvala za pozornost in Bog vas blagoslovi. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.